Lokalne volitve 2022. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pričenjamo še z zadnjim soočenjem kandidatov za župana pred letošnjimi lokalnimi volitvami, ki bodo v nedeljo 20. novembra. Tokrat bomo soočili kandidatko in kandidate za županjo oziroma župana občine Mežica. Sprva je kazalo, da bo v tej po površini najmanjši koroški občini kandidiral zgolj dosedanji župan, a je v zadnjih tednih dobil še eno protikandidatko in dva protikandidata. Dosedanjemu županu Dušanu Kreblu, ki v občino vodi že 4. mandat oziroma 16 let, vse od leta 2006 se je pridružila 63-letna Irena Pirtovšek-Mazej, univerzitetna diplomirana ekonomistka, 47-letni Franjo Hercog, po poklicu metalurg, in 36-letni Mark Maze, po poklicu gimnazijski maturant. Vsem najprej prisrčen pozdrav v studiu Koroškega radia. Ker ste štirje kandidati in zaradi omejenega časa, prosim, da odgovarjate konkretno in v odmerjenem času. Najprej pa bom vprašanje, kot se spodobi, postavila gospe Ireni Pirtovšek-Mazej, in sicer, zakaj ste se odločili za kandidaturo? Bom rekla, da je ta odgovor popolnoma enostaven. Mislim, da Mežica nima neke perspektive v prihodnosti. Želim dati občanom in občankam v pogled, kaj se bo naredilo v naslednjih letih, da bojo dobili občutek, da lahko v tem kraju še naprej bivajo. Gospod Krebel, kot aktualni župan, mika vas že 5. mandat. Zakaj in če vas družina podpira? Še enkrat prav lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Ja, glejte, za mano so res 4 mandati. Po prepričanju velike večine nas v Mežici dobro upravljenega dela, torej ne po moji osebni zaslugi, ampak po zaslugi vseh, ki so v to lokalno samoupravo vpeti, in ker imam zadosti energije, znanja, tudi izkušenj in tudi vizijo pred sabo, sem se odločil, da bom torej tudi v tem mandatu kandidiral. Izbral sem si slogan Aktivno naprej za Mežico. Želimo biti aktivni, želimo biti celo proaktivni, če bo potrebno celo hiperaktivni. Dobro, vas družina podpira? Absolutno, to je prvo vprašanje zmeraj, to je bilo vprašanje na prvem mandatu in tudi sedaj. Torej, če nimaš podpore družine, najožjega kroga domačih, je ta kandidatura že v kali neuspešna. Gospod Hercog, vi ste najdlje oklevali pri kandidaturi. Zakaj in čemu ste se sploh odločili podati v župansko bitko? Predvsem zato, ker pač opažam, pa tudi dejansko ljudje kot v mene, da pač Mežica stagnira že kar nekaj časa. Zato vidimo, da pač je treba nov veter dati v to občino, da potegne naprej, da Mežico pač spet prepoznamo, tako nekoč je bila prepoznana, po vsem tem času preteklosti. Tako da na pobudo pač vseh domačih, ki se me pač podpirajo v tem, pa prijateljev, pa širše okolice, sem se pač odločil za kandidaturo. In še gospod Maze, najmlajši kandidat, kako se počutite med vsemi izkušenimi kolegi in še, kaj vas je gnalo, da pristopite k kandidaturi za župana občine Mežica? Dobar dan, sem poslušalkam in poslušalcem, počutim se počaščenega, da imam tak ljudi okrog sebe, to absolutno. Kaj me pa gnalo v kandidaturi, to je pa predvsem neizkoriščen potencial te občine naše. Mislim, da imamo še veliko potenciala, ki ga lahko in moramo izkoristiti, predvsem to. Vsak od vas naj zdaj v 1 minuti predstavi svoj program. Gospa Pirtovšek-Mazej, glavni poudarki vašega programa so? Moj program dejansko zajema samo 4 točke, in sicer katere bi rada izpostavila, to je, da moramo na področju starejših narediti en konkreten korak naprej. Jaz osebno opažam, da je dejansko oskrba starejših ljudi v Mežici, v občini Mežici slaba. Potrebno jim je zagotoviti nek sistem varstva, da bo se lahko starejše osebe nekako najdle v nekem varovanem okolju in ponuditi izredno dobro, kvalitetno, domačo, vitaminsko bogato hrano. In nadgradnja tega naj bi bil pa dom starostnikov,
o katerem se v občini Mežica govori že skoraj od osamosvojitve Slovenije. Druga velika naloga naj bi bil projekt mladih, ki so v naši občini, lahko rečem, kar precej zapostavljeni. Mi imamo sicer sprejet certifikat občini, zdaj sem malo se zapletla, mladim prijazna občina v takem kontekstu, vendar se na tem področju zelo malo dela. Zdaj, če bi še mogoče kar takoj še tisti 2 področji, ki ste jih omenili, ker smo že čez minuto. Aha, področje turizma, kjer bi bilo potrebno posamezne segmente, ki jih ima občina Mežica na razpolago, povezati v neko verigo. In še? In pa projekt Štalekarce, ki bi se ne oživil in se turistično ponudil. Dobro. Gospod Maze, kaj piše v vašem programu? V mojem programu je predvsem, da se uredi mestno jedro, da bo Mežica prepoznavna spet v Sloveniji. To bi naredili z eno infotablo, z turistično-informativnim centrom in z enim kipom kralja Matjaža, da bi to imelo neko zgodbo. Vse skupaj bi potem še nadgradil v turizmu z zgradnjo trail parka na Štalekarci, ki bi prav tako imel en adrenalinsko-doživljajski park, ki bi se končal na rudniku Mežica. Potrebno je neko medgeneracijsko druženje, kar pri nas tega zdaj trenutno ni. Potrebna je izgradnja oziroma zagotoviti mladinski dom za mladino. Tega ni. To je pa to. To je to. Dobro. Naj dodam, da še edini kandidat oziroma da je edini kandidat Franjo Hercog nam na prošnjo, da pošlje program, le tega ni storil z obrazložitvijo, da ga dokončno predstavijo zadnji teden. Torej, gospod Hercog, kot je razumeti, je še prehitro, da bi razkrili svoj program? Ne, neke osnove imamo, ne, pač programsko detajle bomo pač drug teden razkrili dejansko podrobnosti same investicije, ki bojo, drugače pa načeloma razvoj turizma, zato ker Mežica vemo, da turistično je pač nekaj stagnira, pole medgeneracijsko sodelovanje starih in mladih, to se pravi, treba tudi starejše vključevati v samo družbo, ne samo mlade. Narediti eno dobro strategijo za mlade, ker občine enostavno nima, sam sem že 19 let v tednu zadevi glede društva Perkmanelci in dejansko ni neke strategije, živimo iz mandata v mandat. Gospodarstvo, seveda pa stanovanjska problematika, ki je pač v Mežici ena taka rak rana, dejansko se ni gradilo že neprofitnih stanovanj, kar se spomnim 30-35 let. Tako da to glavne so neka glavna odila, seveda pa kar bo v podrobnem programu pa tekom tedna. Aha, dobro, torej ne danes. In še gospod Krebel, kaj je vizija programa za vaš 5. mandat? Glejte, zavzemal se bom, da bo občina ljudem prijazna, zdrava in z socialnimi, zdravstvenimi in izobraževalnimi storitvami dostopna in varna za vse občane, torej enaka za vse občane, tako mlajše, starejše, skratka prijazna za vse generacije. Potem trajnostno gospodarsko rast, ki je generator oziroma motor razvoja vsake lokalne skupnosti, občina z razvitnim butičnim turizmom, z vsemi temi elementi, ki so že tudi moji protikandidati našteli, okoljsko visoko osveščena, torej čista, da bo prepoznana, da bo tudi vredno pri mladih neka vrednota, da ostajajo tu v domačem kraju. In seveda na koncu kot župan bom se nenehno trudil, da bo tudi občinska uprava pravzaprav servis za ljudi, prijazna, nenehno dostopna in kar je mogoče pa res, da nam rekel dejstvo, da je v medijih pa drugače premalo promovirana in bomo na promocijo občine naredili še bistveno več. Dobro, hvala vsem za ta sklop vprašanj. Zdaj po uvodnem prebijanju ledu pa gremo k vsebinskim vprašanjem. Najprej vprašanje gospodu Mazeju. Kaj ste do danes vi osebno naredili za Mežico kot kraj in tudi ne nazadnje za vaše občanke in občane? Mislim, da je največji projekt, kar sem sodeloval pred tem, izgradnja igrišča za odbojko na Mivki in vsakoletne izpeljave Mežica Open turnirja. Sodeloval sem pri projekti, kot so Marš na Štinge in trudim se, da bi sodeloval čim več, kjer se da se turizem v Mežici spet prepozna.
Hvala. Gospod Hercog, vas poznamo kot aktivnega člana Šok teatra, gasilca, predsednika društva Perkmandeljcev. Kar nekaj kamenčkov ste dodali v mozaik razvoja občine. Pa, če bi lahko na kratko predstavili, kje in kako ste bili aktivni v zadnjih letih. Kje bi začel? Aktiven sem dejansko na vseh področjih, kar se v Mežici dogaja. Ne? Itak pri gasilcih, vsaj dogodki sem se posod zraven. Kar se tiče mladinskih dogodkov, Perkmandeljca, bom rekel pri vseh projektih, saj sem predsednik društva že 19 let, tako da dejansko v vseh projektih, tako se bilo reči v preteklosti, Perkfest, božično letni dan za otroke, ki bo letos dejansko tudi že kar 24 po vrsti. Šok teatr dejansko na odru kot igralec, tudi v prigodbi, pihalnem orkestru, pri vseh aktivnostih, ki jih imamo. Skratka, pri vseh teh projektih, no, tako bom rekel, ko smo začeli z Mežiškim poletjem, pa tudi veseli december sem bil pri prvem cel vključen. Dejansko skoraj ni dogodka, da ne bi dejansko kot predsednik društva, no pa tudi kot posameznik bil aktivno. Hvala. Gospa Pirtovšek Mazej, od bodoče županje občine Mežica se pričakuje družbeno udejstvovanje. S čim oziroma s kakšnimi dobrimi deli za kraj v preteklosti se lahko vi pohvalite? Jaz bi tako rekla, v času korone sem ugotovila, da je človeški faktor občini Mežica, predvsem pri tistih zaposlenih, ki so bili najbolj izpostavljeni pri nudenju storitev, za nas v tem času zapostavljeni. Zato sem jim poklonila vso pozornost, jih pohvala za njihovo delo, za njihovo požrtvovalnost, ki so jih nam dejansko ponujali vsak dan. Kar se tiče društvene aktivnosti, moram odkrito priznati, da se ne morem z njo pohvaliti, ker moje vodilo je človek, posameznik, ki ga srečam, da mu pomagam. Dobro, hvala za odgovor. Vprašanje pa tudi za gospoda Krebla. Za vas pa bolj konkretno. Katere projekte bi rekli, ti so pa res zrasli na mojem zelniku in se lahko povsem brez slabe vesti z njimi pohvalim? Kateri so ti projekti v občini Mežica? Ja, hvala za vprašanje. Moram reči, da zelo ponosen sem, da smo pravzaprav v prejšnjem desetletju uspešno renovirali osnovno šolo. Če pokažem fotografije izpred 2010. leta, je to bila razvalina, zdaj je pa zopet najlepša šola v Sloveniji. To je projekt vreden okrog 5 milijonov evrov. In drugi velik projekt za malo občino, ki je bil realiziran, hvala Bogu, v lanskem letu, torej kar nekaj časa smo se trudili, je pa športni park Mežica, 2 milijona pa pol. Spet pogledajte, v kaki baraki so nogometaši vadili oziroma imeli svoje servisne prostore. Kakšen lep, prečudovit objekt, kjer se pravzaprav medgeneracijsko združujejo vse generacije, pa je danes. Dobro, najlepša hvala. V naslednjem sklopu vprašanj pa gremo v prihodnost. Dojst je, cajt je za boljšo Mežico, pravi kandidat za župana Franjo Hercog. Torej, za kakšno Mežico, gospod Hercog? Tako sem že rekel, Mežico, ki bo prepoznavna, kjer bo dejansko, ko boš prišel sam kraj, se res videl, da smo turistično razviti, kjer bo prihodnost mladih, da bojo ostali doma, ne bo šli več pač izven našega kraja, živeti po študiju, kjer bo imeli možnost tudi, da bojo se dejansko zaposlili, dobili stanovanje, kjer bojo tudi stari in mladi med sabo sodelovali, kraj sam kot tako urejen, ker pač Mežica sama po sebi že daje naravno neko lepoto in res imamo prilep kraj, tako sem rekel pa, da bo tudi dejansko gosti, turisti, ki bo prišli v kraj, imeli kaj videti. Bom rekel, neke adrenalinske športe, ne vem, pohode, vemo, da imamo 12 km nad Mežico in to vse dejansko lahko ponudimo nekim gostom, tujcem, ki pridejo v naš kraj. Gospa Pirtovšek Mazej, rekli ste, da boste Mežico preusmerili iz nekega spalnega centra v center živahnosti. Kako bo po vaše izgledalo obujanje oziroma prebujanje Mežice? Jaz bi tako rekla, moj prvi korak, če bi dobila za županjo občine Mežica, bi bil, da stopim v tesno komunikacijo z poslovnimi subjekti, ki so v občini Mežici. To je predvsem podjetje TAP. Potem, da vidim, kakšna je njihova perspektiva, kakšni so njihovi plani v naslednjem obdobju, recimo naslednjih 5 let. Ker vse je odvisno, kako se bo ohranila proizvodnja v občini Mežica.
Če gremo iz te zorne točke, da se proizvodnja ohrani, pomeni, da moramo iti v širitev kapacitet vrtca. Kapacitete otroškega vrtca so v Mežici že omejene. Pri tem pa je potrebno dobiti sogovornike na strani javnega sektorja, zasebnega sektorja, ki je v Mežici na področju varstva otrok in občine kot take. Zdaj trenutno, kako bi jaz reševala ta problem, da bi prišlo do bolj živahnosti, je, da bi organizirala dislocirano enoto otroškega vrtca. Živahnost želim prebuditi z aktivno politiko na področju turizma. To je zelo enostavno narediti. Vsi mi trije tu rečemo, naredimo eno zgoščenko, naredimo neke prospekte, dajmo jih turističnim organizacijam, ker Mežica ima pogoje za razvoj turizma. Dobro, turizem bomo še potem obravnavali. Gospod Krebel, 16 let že vodite občino Mežica. Vaš slogan je aktivno naprej za Mežico. Kaj je bilo po vaše v vseh teh letih aktivnega? Kaj bi še izpostavili? Poglejte, povedal bom, zmeraj se da še več, ampak če se na zadnje 4 leta osredotočim, poglejte, na 2 milijona 200 dohodnine, ki jo občine prejemajo iz države in ki je namenjena zakonskim obvezam občine, smo v teh letih, 4 letih, dodali 6 milijonov pa pol vložka v našo infrastrukturo in od tega pravzaprav več kot 85% pridobili nepovratnih sredstev. Torej, prav gotovo smo bili proaktivni tudi do sedaj. Kot rečeno, navezal se bom na gospo Pirtovšek, dejansko vrtec prepoznan, da je potrebno zgraditi novega, torej v tem letu, v zadnjih 3 mesecih z ravnateljem in z pomočnico ravnateljice smo bili že na ogledu 2 vrtcev v neposredni bližini, Šoštanj in Polzela in sedaj se nekako pripravlja projektna skupina, v novem mandatu se bo ta projekt štartil kot prioriteta, verjamem, da bo priznan tudi v okviru občinskega sveta. Gospod Maze, vsem nam bo lepš, ste zapisali v vašem programu. Kaj dosti vas v zadnjih letih v Mežici ni bilo, nemara pa jim je tudi bilo prej lepo. Kaj jim ponujate lepšega? Predvsem se moramo to osredotočiti mi na turizem. S turizmom bomo mi pridobili dobiček v proračun, s turizmom bomo mi pridobili goste in tako mislim, da bi lahko Mežica zaživela spet, kot je nekdaj bila. Malce premora, nato pa nadaljujemo. Lokalne volitve 2022. Naslednji sklop vprašanj pa gre v smeri črpanja evropskih sredstev. Razvoj občine je v veliki meri tudi ogledalo črpanja evropskih sredstev. Občina Mežica je pri črpanju teh sredstev najslabša med vsemi koroškimi občinami, saj je počrpala zgolj 933 tisoč evrov, kar pomeni 262 evrov na prebivalca. Če dodam za primerjavo še 3 občine Mežiške doline, v Črni so počrpali 2 milijona 126 tisoč oziroma 681 evrov na prebivalca, na Prevaljah 3 milijone 901 tisoč oziroma 586 evrov na prebivalca, na Ravnah pa kar 10 milijonov 886, kar znese 960 evrov na prebivalca. In še Podvelka je z najstarejšim slovenskim županom vas in vse ostale občine prehitela po levi in desni. Saj so počrpali kar 3 milijone evrov evropskih sredstev in sicer skoraj da neverjetnih 1282 evrov na prebivalca. Gospod Krebel, kje se vam je, kljub temu, da vaju z direktorjem občinske uprave skoraj nikjer ne manjka, ne doma, ne v tujini, pa nekako iz plena ni čutiti, pa ne mara ne hodita zgolj na izlete. Kje se vam je torej zataknilo? Meni reči, da, tako sem prej rekel, zmeraj se da več, ampak jaz bom povedal, te številke stojijo v naši bilanci. Mi smo v 4 letih počrpali za 6 milijonov 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev, tako iz države, kot tudi iz teh strukturnih skladov. In mi smo pravzaprav v tem znesku porabili oziroma dodali samo 15% lastnih sredstev. Torej smo nezadolžena občina, v zadnjih 2 letih
nismo sploh ne vzeli kredita in pravzaprav na ta gabarit naše občine smo tu pravzaprav naredili veliko delo. Je pa res, da ta statistika se lahko bere na več načinov, torej v Črni in Prevaljah je bila tule čistilna naprava, ki je bila posebej tretirana v tem proračunskem obdobju. Dravska dolina je bila sfinancirana z 50 milijoni vodooskrbe in v bistvu so te številke lahko pravzaprav tretirajo na drug način. Kot rečeno, mi imamo zdaj v novi finančni perspektivi spet kopico projektov, cirka za 20 milijonov evrov samo za našo občino. Mi se trudimo, da bomo na teh projektih prepoznani, da bomo pravzaprav te projekte lahko lansirali, torej znotraj naše koroške regije, tako da bomo prišli do prioritete, potem pa da gremo v izvedbo. Dobro, zadolževanje ni nujno slabo, je tudi le vlaganje v razvoj občine. Gospod Franjo Hercog, črpanje evropskih sredstev za razvoj občine pravite v enem od 2 kratkih filmčkov na Facebooku, ki ste jih 14 dni pred volitvami le končno ponudili vašim volivcem. Iz katerih virov boste črpali evropska sredstva? Tu imamo kohezijske sklade, ne, pa Evropski sklad za regionalno razvoj. Zdaj ste pregledali moje zapiske. Imam pisane. Regionalni razvoj. Dejansko to je eno glavno vodilo, kjer se pač ta sredstva črpajo. Ne. Imamo tudi, če rečemo druge, zdaj Geopark Karavanke, smo tudi dejansko sklop tega, pa imamo Interreg razpis, tudi se da, je čezmejno sodelovanje, tako da teh sredstev je veliko, ki se da črpati. Zdaj jaz, tako je sam župan rekel, jaz sam ne vem, kaj je razlog, ampak rečem, po mojemu vidiku je to ena stvar, a nimamo projektov na lagarju, to se pravi, da potegneš pa daš na mizo, ko je potrebno, ali imamo nesposobno občinsko upravo, da ni sposobna pripraviti projektov, ker imam tudi primerjavo drugih občin, to sem videl zdaj, občina Grad v Prekmurju, 27 milijonov, dejansko, čez 27 milijonov črpava v vseh teh letih, to se pravi 13 000 evrov na glavo. Pa to je občina z 2106 prebivalci. In zdaj, da tisti gnar, ko pač večinoma se govori, da proračuna je premalo, glavarine in tega, ne vem, kje je razlog, ker pač nisem bil pri občinskem svetu, ampak tako mi je malo zanimivo, da so tudi občine z manj ljudi, pa ogromne zneske dobivajo, to se pravi, da nekod znajo. A res nimamo ljudi na občini, ali nimamo, ne vem, ne poznam razloga. Bomo videli, če boste vi slučajno župan, kako bo čez 4 leta. Svet Koroške regije ima veliko vlogo pri črpanju evropskih sredstev. Poznate Svet Koroške regije, gospod Maze? Poznam. Ja, predsedovanje je pred kratkim prevzela občina Mežica in če boste izvoljeni za župana, boste vi sedeli na čelu Sveta Koroške regije. Kako se boste lotili predsedovanja, morda tudi v luči boljšega črpanja evropskih sredstev za vašo občino? Absolutno je to zelo potreben projekt po naši občini in zato je bilo treba tudi zaposliti oziroma poslati na seminar kakšno gospo iz administracije, da pridobi to vrstno znanje, ker le tega pri nas trenutno žal še ni. Torej, očitno z novim zaposlovanjem. Tako. Gospa Pirtovšek Mazej, črpanje evropskih sredstev v Mežici je precejšen izziv. Kako boste pristopili k temu izzivu? Zelo enostavno. Poklicala bom osebo, ki jo poznam in jo prosila, da mi da nasvete. Ta oseba se ukvarja z črpanjem evropskih sredstev in je zelo uspešna na tem projektu. Delala je tudi na upravi mestnih občin in so njeni rezultati zavedljivi. Mislim in ne želim žaliti, ampak občinska uprava v občini Mežica je verjetno nestrokovna in nima zadost velikih čevljev, da bi lahko hodila po tem področju. Jaz sem sicer po profesorju finančnica, ampak ne pokrivam kompletnega področja financ. Ti moraš imeti strokovnjaka, ki se spozna, ki ti pove, ta projekt, tu lahko dobimo denar in ga bomo dobili. Dobro. Gospod Hercog, urejanje prostora, parkirišča, stanovanjska problematika in skrb za okolje, komunalna infrastruktura, učinkovita energetska infrastruktura, vzgoja in izobraževanje in veliko ste naštevali v tem predvolilnem nagovoru na družbenem omrežju. Med drugim ste dejali tudi dostopna in učinkovita občinska uprava. Torej po vaše slednja ni učinkovita, sigurno ste pa imeli v mislih, katera področja v občinski upravi so po vaše precej neučinkovita. Predvsem neučinkoviti smo dejansko, ko se neki projekti v kraju delajo. Ne. Bom rekel, občani moramo biti obveščeni, seznanjeni z neki projekti. Ne.
veliko nekih stvari se dela v kraju, dejansko sam sem tudi izkušal, moja hiša je glih na križišču in 2 cesti smo v preteklosti zdaj pred kratkim delali, dejansko sem jaz župana klical, a boste kaj nas mejnike poklicali, a ne. Meni se to zelo slabo zdi, ker pač občane treba aktivno celo vključiti, ker se nekaj v kraju dogaja. Moram reči tudi mogoče kako, bom rekel, odprto tribuno, se projekt razkrije, se razloži, občani svoje predloge devajo, ker če kdo kaj več ve, tisto tam stanuje, ko se nekaj gradi, bo on ne več vedel. Ne? Jaz sem imel primer, da smo imeli lužo sred križišča in pač ni bilo posluha. Če bi kjer vprašal nas stanovalce, bi točno povedali, kje nejašek stoji. Dobro, ko smo ravno pri občinski upravi, če postanete župan, kaj sledi? Enostavno, tako je že prej Mark povedal, ne, pač zdaj pogledati področje, kak je kadrov sposobljen glede teh razpisov, zdaj ne bom rekel, da so slabi, a ne. Pač določena področja so prav strokovnjaki, ki to obvladajo, posebej črpanje evropskih sredstev, so tudi zunanji servisi, bom rekel, zunanji izvajalci, ki to speljajo, če pač sam imaš premalo prav nesposobno, da bi pač lahko pokril vse to. Tako da se marsikaj da narediti. No. Pa dostopnost, predvsem to, da dejansko občan dobi občutek, da je to servis občanom. Ja, dobro, torej gospod Krebel, predhodniki so imeli precej povedati čez občinsko upravo. Na čelu občinske uprave je Blaž Šaloven. Zdaj najprej razčistiva. Ali je Blaž Šaloven v bližnjem ali daljnem sorodu z vami ali vašo ženo? Poglejte, to prvič čujem, da bi jaz bil v sorodu ali kdorkoli iz moje ožje ali širše familije z gospodim direktorjem in za mene to vprašanje ni relevantno. Dobro, hvala. Seveda, izbira direktorja občinske uprave je povsem legitimna odločitev župana. Med krajani pa je večkrat zaznati nekaj priokusa, da direktor ni domačin in da ne uživa splošne podpore v občini. Poglejte, jaz pri izbiri kadra celo življenje me vodi samo eno vodilo, da je človek sposoben, torej strokovno usposobljen, korekten, enak meter za vse in jaz menim, da pravzaprav naša občinska uprava sledi tem načelom. Bom pa povedal, če lahko samo še to, da pravzaprav pri obveščenosti, seveda si bi jaz prvi kot župan želel, da bi ljudje pravzaprav vsi od prvega do zadnjega vedeli več. Povedal bom pa primer, torej v zadnjem letu smo imeli 2 javni obravnavi, 2 razgrnitvi občinskih prostorskih načrtov, kjer je pravzaprav zmeraj in vse povsod bila tudi povabljena javnost, da se priključi z svojimi idejami, z svojimi pobudami in manj povedati. Na teh 2 javnih obravnavah, noben izmed teh 3 ni bil, veste, koliko nas je pa sedel v mali dvorani Narodnega doma? 4. Torej, poleg mene, direktor občinske uprave, pa urbanista, še eden zainteresiran, tisti, ki investira v ta projekt. To je pa gospod Stane. Dobro, zdaj ste rekli proaktivno sodelovanje, ste že prej omenili. Eno vprašanje imam še za vas, gospod Krebel. Direktorju je, oziroma bo kmalu potekel 5-letni mandat. Kdaj bo razpis za direktorja občinske uprave? Ko bo potekel 5-letni mandat. Torej, kdaj? Zdaj v tem trenutku niti ne vem. Ampak pred mislim, volitvami? Ne vem, mislim, da če pred volitvami bomo to v bistvu upravljali, ampak v tem trenutku res priznam, da ne vem. Ampak se vam ne zdi to nehigienično, zdaj pred volitvami menjati oziroma dajati razpis? Poglejte, gospa Katja, vsak aktualni župan ima v roku 6 mesecev po zasedbi te funkcije možnost brez krivdnih razlogov razdreti delovno razmerje z direktorji občinskih uprav 212 občin. Ampak vseeno potem je neka odškodnina oziroma odpravnina. Ne, brez odškodnine. Brez. In to tisti, ki bo prišel na to delovno mesto, ima suvereno pravico narediti. Tako da to ni nobena nehigiena, to je totalno že zakonsko opredeljen na kategorija. Hvala. Dobro, bodo odločili volivke in volivci. Gospa Pirtovšek-Mazej, vi ste bili direktorica podjetja v gospodarstvu, tako da tudi vodenje občine vam ne bi predstavljalo težav. Če postanete županja, na kaj boste najprej postorili v občinski upravi? Prvi korak, ki ga bi jaz naredila, prvi dan, ki bi jaz uradovala, bi poklicala prostovoljno gasilsko društvo, predsednika, poklicali bi predstavnika civilne zaščite in pa komunalno dejavnost. To meni se zdi, da je najbolj pomembno, da se stvari v občini pripravijo. Mi vsi zelo pozabljamo
na razmere v Ukrajini. Lahko pride do neljubih dogodkov, ki bo imela posledice tudi na našem območju. Stvari morajo biti na področju civilne zaščite pripravljene. Menda niso, prostori niso sanirani, niso urejeni. Potrebno je ljudi obvestiti. Ne želim delati panike, ampak ta problem je zelo, zelo pereč. In lahko se nam naredi že jutri, da pride do krizne situacije. Drug korak, samo to ne še povem, drug korak je, da stopimo v stik z podjetji v občini Mežica. To je predvsem TAP, gradbeništvo Stane, Kablex, da vidim, kaj se bo delalo na tem področju. Če se bo selila proizvodna, ne v občino Prevalje, ampak nekam drugam, kjer bojo stroški energije bistveno cenejši, pomeni, da bo imela občina Mežica naenkrat socialni bum. Dobro, hvala. Zdaj še eno vprašanje sicer imam za vas. Zdaj tudi v vas sem se seveda malce pozanimala. Bili ste direktorica domačega podjetja, oziroma ne vašega, ampak mežiškega podjetja. In vaši nekdani zaposleni so mi povedali, da ste bili dobra direktorica. Ampak na to se je vam nekaj zalomilo. Kaj, če lahko odgovorite? Prvič, ko sem jaz prevzela, seveda imela sem zelo ambiciozna, hotela sem prevzeti podjetje, podjetje je bilo bistveno prezadolženo in smo izgubili jugoslovanski trg. Tam smo prodajali naše znanje, naše izdelke in ko je prišlo do propada, do razcepitve Jugoslavije, smo lahko dobivali le delo iz Avstrije, Nemčije, ki se imenuje Lohnarbeit. To pomeni, da ti nimaš plačanega tehničnega kadra, ampak samo proizvodne delavce in mogoče nabavo. Dobro, in če tisto, kar hoče ljudje slišati, tudi mogoče neki osebni razlogi so bili. Ja, o tem pa ne bi tole. Dobro, v redu. Zdaj, gospod Maze, katera področja občinske uprave, če bi lahko po vaše nekako, kaj bi bilo potrebno prevetriti in kako boste občinsko upravo približali občanom, če postanete seveda župan? Ja, potrebno bi bilo definitivno zamenjati direktorja občinske uprave, ker menim, da direktor občinske uprave mora biti občan občine. Zato, ker se spozna na problematiko, absolutno je treba te osebi zaupati in s tem bi bilo v občini bistveno lažje sodelovati, seveda. Dobro, zdaj gremo še k turizmu. Vsi kandidati precej izpostavljate razvoj turizma. Gospa Pirtovšek Maze, takšne vrste turizma oziroma kakšne vrste turizma bi razvijali vi in seveda na kakšen način? Prvi korak na področju turizma bi bil, da bi bil slogan obdržimo turista vsaj en dan v Mežici. Mi imamo zdaj zelo malo spalnih kapacitet, s katerimi razpolagamo. Če pa mi dejansko želimo, da obdržimo turista en dan v Mežici, pomeni, da mu ponudimo podzemne pece, potem mu ponudimo čebelarstvo, ponudimo kulinariko, ponudimo recimo doživetje kralja Matjaža s palčki. In to bi jaz osebno tržila na področju srednjih šol, osnovnih šol, da pridejo dijaki in da tam preživijo. Druga skupina, ki za mene pa zelo, zelo zanimiva, so pa enodnevni izleti. To bi pa jaz tržila preko turističnih agencij, ki se s tem ukvarjajo in mogoče celo šla preko mej. Moramo iti preko mej, to je Avstrije, Hrvaške in ponuditi to. Tako, skratka, Ja. cel svet. Tudi. Cel svet, ja. Tako, gospod Hercog, kaj pogrešate pri razvoju turizma v občini Mežica? Kje vidite priložnosti? Tako smo že skoraj vsi rekli, priložnost je velika. Jaz vidim veliko priložnost v gorskem kolesarstvu, to je pač danes zelo na bum. Kako progo na resu v Mežici imamo, 20 lokacij, kjer se to lahko spela. Potem pohodništvo, tako sem že rekel, imamo 12 vrhov, ki je totalno neizkoriščeno. Pol tudi neka adrenalinska doživetja, dobro, Rudnik Mežica bom rekel, kot tak, ja, laufa, samo karani imamo, bore malo kaj od tega, ne, dejansko turisti odhajajo, kak avtobuse obstane na avtobusni ali pa prekrepso ali pa greh kajžarjo, to pa tudi, kar je to. Na splošno vidim, no, tako kolesarstvo, pohodništvo, adrenalinska doživetja v kraju.
To. Najlepša hvala. Gospod Krebel, na proračunski postavki mednarodno sodelovanje občin ste predvidevali slabih 9.000 evrov. Povezovanje med regijami in evropskimi mesti je pomembna oblika sodelovanja. Na ta način zaživijo skupni projekti, v postavki pa piše tudi, da se porajajo nove zamisli. Ko ste obiskovali različne turistične kraje, v kateri smeri se vam je odpiralo turistično obzorje, ste zato sprojecirali konkretne produkte v vaš kraj? No, jaz moram reči, da seveda vsaka dobra praksa dobro dene. Jaz moram reči, da pravzaprav v preteklosti smo se tovrstnih pravzaprav možnosti premalo posluževali in mislim, da je treba biti še bolj odprt, še bolj iti v svet, videti, kaj je dobrega in to prenesti. Konec koncev se to vidi tudi v neposredni pravzaprav bližini. Tudi vi osebno ste bili na Kitajskem prav gotovo tudi zaradi tega. Ne, jaz osebno nisem bila na Kitajskem. Ampak na občini, torej dobre prakse so pozitivne. Povedal bom, da 22.000 turistov pravzaprav že vsako leto obišče naš pravzaprav biser, turistične ponudbe, to je Podzemlja Peca. In enodnevnih turistov imamo že zdaj toliko. Moramo biti bistveno bolj ambiciozni na tem produktu, pravzaprav dogrevati ostale. Vi veste, pa vsi ostali ste najbrž prebrali strategijo razvoja turizma občine Mežica, ki jo ni napisal župan, ampak je prišel od spodaj navzgor in pravzaprav temelji na 4 temeljih, torej pohodništvo, kolesarjenje, torej potem tudi kulinarika in seveda vse povezano pravzaprav preko Podzemlja Pece v doživljavski park Štalekarica, kjer so tudi vse ti elementi možnosti preko športne in turistične ponudbe. Gospod Maze, v vašem programu je cela paleta razvoja turističnih produktov. Pa imate sploh kaj izkušenj v zvezi z razvojem turizma? Seveda, imam prijatelje, ki se ukvarjajo s tem in sem z njimi že sodeloval, seveda ne na profesionalnem nivoju, ampak sodelujemo pa cel čas. Zato sem tudi omenil to paleto športnih dejavnosti, ki se morajo vpeljati v Mežico in se absolutno bolj izkoristiti, kot se sedaj. Dobro, malce premora spet in nadaljujemo. Lokalne volitve 2022. Nadaljujemo s soočenjem kandidatov za županjo oziroma župana občine Mežica. Problematika zdravstva v Mežiški dolini je na tapeti že vrsto let. Občine Mežiške doline kot ustanoviteljice se očitno precej hitro zadovoljijo z lepimi besedami in obljubami vodstva zdravstvenega doma Ravne. V Mežici se krajani kar naprej pritožujejo. Konkretne rešitve prosim. Vsem isto vprašanje. Pa najprej vi, gospod Krebel, kot aktualni župan. Ja, hvala. Torej, res ta problematika je stalnica. Torej, v občinskem svetu, tudi matični odbor za negospodarske zadeve je to problematiko ne samo večkrat simbolno uvrstil na dnevni red svojih sej, ampak pravzaprav zahteval konkretne rešitve. Nenazadnje smo mi pravzaprav pred leti tudi nismo bili tista občina, ki je potrdila mandat sedanjemu direktorju zdravstvenega doma Ravne. Ampak problem primarnega zdravstva je seveda objektivno bistveno širši in večji. Torej, vsak dan je to pravzaprav tema na nacionalni televiziji, pa tudi širše. Mi se trudimo, da bo, kje je cilj, da dobimo 2 standardna zdravnika, 2 ambulanti z polno oskrbo in da bo pravzaprav vsakdo, tudi jaz, imel svojega osebnega zdravnika. Žal, tudi v tem trenutku jaz nimam osebnega zdravnika, ker tista osebna zdravnica, ki sem jo imel še pred letom dni, je šla na neko drugo delovno mesto. Tako, pač vsi plačujemo zdravstveno zavarovanje, tako da nam pač bi to moralo pripadati. Zdaj, gospa Pirtovšek Mazej, isto vprašanje. Ja, izvirni greh v naši občini Mežica je bil narejen takrat, ko je odšla dr. Špela Resnik. Žal, ampak to je resnica. Dejstvo je, da nimamo 2 družinskih zdravnikov, neki nam dopolnjuje dr. Večko, ki ga jaz osebno zelo, zelo cenim. In izhajam pa iz tega, da vsak posameznik mora imeti družinskega zdravnika, da ga le-ta pozna in to dolgoročno. In kaj storiti? Storiti je pa, bom spet rekla eno besedo, zelo enostavno. Če hočeš problem rešiti, je ga potrebno sodelovati z zdravstvenim domom ali pa z ministrstvom za zdravstvo. Korak pa je, da gremo iskati zdravnike, samo to ni moje področje, ni moj delokrog, v druge republike Jugoslavije.
nuditi pa tem zdravnikom, ki pridejo v naš kraj, stanovanje, neko infrastrukturo, da bojo lahko se uživeli. Ker dejansko dobiti izobražen kader v neko podeželje je za njih zelo težko. Ja. a ne? Gremo naprej. Gospod Maze, isto vprašanje. To je v bistvu rešljivo samo tako, da se prvi dan županovanja gre do gospoda Stanislava Pušnika in se konkretno to zmeni, da Mežica enostavno potrebuje 2 redna standarda zdravnika z vso skrbo in 2 ambulanti. Gospod Hercog, Kaj naj dodam, vse dejansko so vse predhodniki isto povedali, a ne, pač prvi dan kadrovanja, ko bom župan Pušnika poklicati, pa na dnevni bazi dočeš, ne bo ta 2 fiksna zdravnika, druge nimamo, ker dejansko problematika, vemo, da je svetovna, evropska, vse slovenska, tako da nimamo druge, ko pa dejansko gnjaviti, ker v Mežici je res dejansko se menjajo zdravniki, že zdaj rečeš na teden. ker denar očitno je, ni pa ljudi. Ja, ne vem, jaz ne poznam samega sistema, kaj se v Ravnah dogaja, tudi spada v zdravstvenem domu, ko pač to razporeja, ampak dejansko res menjamo zdravnike v Mežici po tekočem traku, da dejansko, če greš v enem mesecu 3 zdravnikov, vsako obrt te na novo vpraša, kaj se bi narobe. In to je treba rešiti. Ne? Najlepša hvala. Zdaj pa še vprašanja Mežičank in Mežičanov. Občanka pa sprašuje. Ali menite, da je občina v preteklih letih naredila dovolj za mlade? Navezujem se predvsem na nepester izbor športnih aktivnosti in nazadovanje športa v Mežici ter na stagniranje družbeno-socialnega življenja. Zanima me, kaj lahko mladi pričakujejo od bodočega župana. Gospod Maze, boste kar vi najprej povedali. Zdaj, jaz bi kar prvo rekel, nazadovanje športnih društv, to v bistvu po mojem ne drži, ker če mi pogledamo, imamo kar uspešne klube, če pogledamo judo klub, pogledamo karate klub, to smo v državnem vrhu. Kar se tiče ponudbe, od ponudbe imamo odbojko, imamo nogomet, je res, da je nazadovali smo pri članski ekipi, oziroma tukaj je potreben korak nazaj, je pa odlično sodelovanje pri mlajših. To smo predvsem pokazali pri nogometu, ker smo se združili z NK5 iz občine Črna in nam to sedaj ratuje. Dobro, gospod Hercog. Ja, tako je že Mark povedal, ne, mislim, da odbojko imamo, nogomet imamo, dobrih drugih manjših klubov, tako je karate, judo, imamo dobre potencijale, tudi v samem svetovnem vrhu. Vidim pa mogoče neke malenkosti, ki se bi dale, a ne, zdaj imamo nov stadion, mogoče kot atletski klub, plezalni klub, alpinistični, ker veliko Mežičarjev v Črnu in v Ravne vozi, na tem področju mogoče kakšna plezalna stena še, ne zdaj v nekih milijonskih vsotah, ampak vse nekaj malega, drugi športi pa mislim, da tako bolj kot ne nam je znano. Zdaj pa res na kratko, še vi, gospa Pirtovšek Mazej. Ja, bom zelo kratka. Eno področje pozabljamo, to so zimski športi, zimske aktivnosti. Mi imamo Mežo, december, januar je hladen, bi lahko naredili snežne topove, zasnežili recimo tam nogometno igrišče in bi otrokom omogočili zimski tek na smučeh, potem drsališče, tega je postavljala tudi naša komunalna služba. Na teh področjih, kar se tiče zime, bi se dalo marsikaj več narediti. Gospod Krebel. Samo za informacijo, torej drsališče na tenis igrišču letos bo, je dogovorjeno s tenis klubom. V tej sezoni, ki je za nami, je celo leto, torej celo zimo obratovala klasična smučina za tek na smučeh, tako da to je pravzaprav realizirano. Bom pa rekel, da vprašanje se nanaša na mlade. Mi imamo sprejeto strategijo za mlade, torej šla je ta strategija od spodaj navzgor. Res sem hvaležen, da so je naša skupina mladih, ki so proaktivno pristopili temu in ta petek 11. vas jaz v imenu mladih vabim na odprto tribuno na to temo v malo dvorano Narodnega doma. In še drugo vprašanje. V Mežici že nekaj časa primanjkuje stanovanj. Kaj boste v svojem naslednjem mandatu spremenili, da bi vsi, ki si želijo stanovanja, le to tudi dobili? Pa gremo kar naprej, gospod Krebel. Podpisano imamo pismo o nameri z Stanovanjskim skladom Republike Slovenije za graditev neprofitnega bloka, torej 20 novih stanovanj, poleg te soseske 21, ki je zdaj že v teku. Ta soseska je za prodajo, ta neprofitna stanovanja z najemninami za mlade tudi in za vse ostale pa bodo zgrajena v letu 2023-2024. Gospod Maze.
Jaz se strinjam s tem, da občina ne dela aktivno na tem, da bi gradili družinam prijazna stanovanja in to problematiko je treba čim prej rešiti. To bi lahko rešili na več načinov in sicer ena izmed teh je stanovanjska skupina, ki je lahko poleg doma za ostarele. V Mežici mislim, da je okrog 35 do 40 hiš, kjer živijo samo po eno osebo v gospodinstvu. To se da na hitro rešiti. Prav tako imamo še parcele na ekonomiji, ki so lahko komunalno urejene in se lahko prodajo naprej. Gospa Pirtovšek Mazej. Ja, jaz bi tu kar se strinjala z gospodom Mazejem. Res je, govori se zelo intenzivno po Mežici in po drugih občinah, da se v Mežici planira nek stanovanjski kompleks na področju ekonomije. In bi rada vedela, kaj je na tem res. Menda so že prodane neke parcele, ki se bodo potem v nekem obdobju tudi komunalno uredile. Drugo, kar je, se strinjam, da imamo zelo veliko prebivalcev v Mežici, ki živijo v velikih hišah, kjer sta mogoče ena ali dve osebi. Tak primer je tudi pri meni osebno doma. Te hiše so zdaj neizkoriščene in bi se moglo na tem bolj delati. Samo nekaj bi še rekla. Povejte. Verjetno bi bilo potrebno razmišljati tudi o tipu varovanih stanovanj, torej za starejše prebivalce, ki bi se seveda s soglasjem premestili v varovane hiše, njihove hiše pa bi adaptirali in jih dejansko namenili za mlade. Dobro, gospod župan, zdaj smo dobili tudi eno vprašanje in sicer, če je res, da za nakupom zemljišč na ekonomiji v resnici stojite vi. Prvič čujem, odločno poudarjam, torej včeraj sem dobil isto vprašanje, ali sem jaz lastnik ekonomije. Vsem povem, da niti slučajno ne grejo vsi v zemljiško knjigo, ker je to javna knjiga, preverijo, kdo je lastnik teh parcel, Krebel Dušan ni niti v enem kvadratnem milimetru solastnik tega ozemlja. Tudi zadaj ne? Tudi zadaj ne, nikjer. V redu, še gospod Hercog glede stanovanj na hitro. Ja, problematika je znana, ne, da so v teh letih ni kaj delalo dojst na tem. Ta sosedska 21, ja, fajn, super, da se gradi, ampak ne za navadne ljudi. Doma 200 000 in več evra, ne, od navadnih delavcev. Tako je že Irena, pa Mark ste prej povedala, isto razmišljam, da se bi pač neke varovane hiše naredile, nek kompleks, primerno tako je prevalah, to sti tuš, za tuša, to so ne, kjer bi dejansko lahko starejši občani tudi za nižjo ceno bivali v eno ali pa dvosobnem stanovanju ali celo več občanov v istem stanovanju. S tem se bi in v blokah in v hišah sprostila stanovanja, kjer bi lahko mladi potem te stanovanja kupili. Absolutno je pa treba, kljub temu, da to naredimo, tudi zgraditi še neki stanovanja, kjer bo je pač lahko, bom rekel, tudi drugi, ne zdaj samo mladi kupili stanovanja, ker pač Mežica rabi tudi ljudi, več bo tudi dajatu in vse. Dobro, zdaj dve vprašanji še imam, zdaj pa res vsako 10 sekundah. Piše, mojo bico zanima, kdaj bodo narejene klopi na glavni avtobusni postaji v Mežici. Ali se vam te betonske skale zdijo primerne za starejše občane, da na njih sedijo in čakajo na avtobus, gospod Hercog? Ja, ko bom župan, takoj. Ker je žalostno, da v vseh teh letih ne na eni strani, na drugi strani glavne avtobusne nimamo na Srečka. Pa tudi, če ne boste sigurno nekako novemu županu oziroma novi županji. Tako, gospa Pirtovšek. Jaz bi samo rekla, kriminalna urbanistična ureditev tržnice in pa klopi na naši avtobusni postaji. Vi, gospod Maze? To je bil moj prvotni plan, sploh urediti mestno jedro, to je spada v pokritost, predvsem pokritost glavnega avtobusnega postajališča in ureditev klopc za čakanje na avtobus. Seveda pa to vprašanje najbolj gre za vas, gospod župan. Z veseljem povedal, da pravzaprav ta pokrita parkirišča so v okviru projekta celotne ureditve regionalne ceste, torej ta regionalna cesta se bi morala v Mežici začeti delati letos, ker se je pač vmes pravzaprav zgodilo Prevalje, a ne to predstavljamo za leto naprej. To tudi piše v našem programu za prve največje aktivnosti in na obeh dveh centralnih avtobusnih postaj bodo postavljeni obe dve novi nadstrešnici, na ostalih treh se bojo pa te stare zamenjali z novim, ker so tudi dotrajane nadstrešnice. Dobro, še eno vprašanje. Kaj menite o postavitvi parka za pse v Mežici? Spet na kratko, da boste lahko vsi odgovorili.
Gospod Krebl. Ja, pravzaprav nič ne. Jaz pa mislim, da predno, do takrat, ko pa parka ni, pa lepo prosim, pa naprošam vse ljubitelje psov, ki vodijo pse po urbanem delu Mežice, da imajo s sabo vrečko, da to vrečko uporabljajo in da odvržejo pasje iztrebke tja, kjer imamo zdaj že pripravljene koše za smeti. Gospa Pirtovšek Mazej, Jaz sem se mogla malo nasmejati. vi ste ljubiteljica psov. Tako je. Tako, in to je to. Park Tudi prav. Park bi bil super, vendar jaz mislim, da smo na podeželju, da imamo naše ljubimce na povodcih, da odstranjujemo iztrebke. No, pri nas doma na vrtu se opravičujem, sosed je malce bolj krizna situacija. Veste, Sosed pa je? Gospod Krebl, od otroštva naprej. Veste, kaj, Zakaj krizna situacija? ja, zaradi tega, ker imamo nemško ovčarko in pri njej je dela trebušna slinovka in je pač včasih... Dobro, končajmo. Samo nekaj še. Ja. Veste, kaj bi jaz naredila prvi teden ali pa prvi mesec, ko bi bila županja? Zamenjala bi te odvratne, kaj se reče, koše za iztrebke za živali. To odbija turista, odbija nas in obiskovalce. Gospod Maze, Jaz sem pa dal v program svoj, predvsem poligon za pse, ker mislim, da vseeno je prostor za to ureditev in prav tako imajo tudi starejši ljudje imajo pse, ki jih ne morejo vedno spuščati iz povodca in mislim, da je to kar v redu ureditev, da postaviš dve klopci in lahko spustiš psa. izvolite, gospod Hercog. Poligon za pse v Mežici že obstaja. To se pravi, ko greš na taborniško kočo, že obstaja. Ja, potrebno res bo dohod psov urediti z neko urejeno potjo, drugače to obstaja, da zdaj v centru Mežice ne vidim potrebe, da spet nek travnik zagradimo. Tako je že Irena rekla, Mežica živi, ven stopi si dejansko že v gozdu, tako da ne vem, zakaj bi zdaj glih en travnik nek devali, kjer bi pa se spuščali. Dobili pa smo še zadnje vprašanje in sicer za vse enako. Kakšne so vaše strategije na področju razvoja kulture, vaš komentar o delovanju JKZ Narodnega doma Mežica? Gospod Maze. Menim, da kulturno društvo dela odlično, s tem grejo vse pohvale gospodu Ambrožu in ekipi in mislim, da se lahko tega, kar drži, nadaljuje s takšnim delom. Bom Mežica zadovoljna s tem. Gospod Krebl. Jaz bi samo popravil, torej ni to kulturno društvo, to je bistveno bolj profesionalna, to je kulturni zavod, ki je pravzaprav prepoznan širše, ne samo v Mežiški dolini, tudi na Koroški regiji, torej do Velenja, Radl nagovarjamo in glede na entuzijaste, glede na tim, ki je zastavljen, tudi ljudi, ki delajo v tem, pravzaprav lahko verjamemo, da bojo nadgrajevali to tudi še naprej. Gospod Hercog. Ta kulturni zavod, sicer kar se tiče gledališke dejavnosti, bom rekel, je zelo uspešen, kar se tiče pa ostalih področji, kar je tudi njegova dolžnost, da povezuje druga društva, pa mislim, da to smo bolj pripuščeni sami sebi, moramo mi neke informacije dajati. Jaz v tem zavodu tudi vidim dejansko, kjer bi mogel nekdo biti, ki bi pomagal društvom, tudi na nekih mednarodnih razpisah, bom rekel, tudi lokalnih razpisah, ker pač društva, vemo, same rabimo dinar in občinski proračun ni tako velik, da bi zdaj pač kjer hočemo devati, res veliko devati in je potrebno pač tudi kje druge še dobiti in to bi tudi mogoče naloga bila kulturnega zavoda. In če gospa Pirtovšek Mazej. Jaz bi pa tako rekla, človek je družabno bitje, torej mi rabimo druženje. Druženje v takšni ali drugačni obliki, nekega javnega druženja preko tega nimamo in jaz bi predlagala, da se razmišlja recimo o letnem kinu, o letnih prireditvah, ki smo jih že imeli, kjer se dejansko množica zbere, se malce pogosti, druži med sabo in na tem bi se moralo delati. Dobro, to so bili vsi odgovori na vprašanja Mežičank in Mežičanov. Zdaj pa še naprej. Na zadnjih lokalnih volitvah je bila v Mežici najslabša volilna udeležba in sicer v vsej Mežiški dolini. Od vseh volilnih upravičencev je vam, gospod Krebl, glas namenilo 31% volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik. Kaj pričakujete od letošnjih volitev? Jaz tudi letos, torej enako kot pred 4 leti, tudi letos komentiram, da je pravzaprav parlamentarna demokracija, a ne skupaj več strank, več opcij in letos, čeprav je bolj naporno, se počutim bolj
normalno, da nas je več, da ta, bi rekel, mnenja, naše poglede soočamo na tak način, smo zelo, bi rekel, vidite, da kultivirani, torej, da to prijazno drug drugemu, a ne dopolnjujemo in mislim, da pravzaprav volivci so tisti, ki izbirajo. Jaz sem hvaležen, da sem bil do zdaj že večkrat izbran, želim si te podpore tudi naprej in vkolikor bo mi ta podpora, bi rekel, tudi zaupana, bom odgovorno upravljal to funkcijo. Hvala. Gospod Hercog, kdo pa so vaši ključni volivke in volivci, na koga boste stavili? Dejansko mislim vsi občani, a ne. Veliko ljudi me pozna, tako da bi zdaj glih neke adute dajo v kere, ljudje se bodo odločili, smo za to, da naredimo nek pripih v Mežici za neke spremembe, ker pač moje mnenje je kljub temu, da je Dušan Vlk naredil, tudi ne zdaj samo grajo v občini, ampak jaz mislim, da po vseh teh letih je cajt, da na sedež občine pride nek nov obraz, da gremo neke spremembe in pač 4 leta videli, ali to ali to ni to. Gospod Mazej, in vi, pri kom boste iskali glasove? Jaz se bom oklepal prav tako na vse občanke in občane, večino svojih podpornikov pa še vsem vidim v mlajši populaciji, ker mislim, da sem tam najbolj prepoznaven. Je res, da starejši občani me ne poznajo kot gospoda Krebla še. Bom pa naredil vse za to, da me spoznajo. Gospa Pirtovšek Maze, napovedujete zmago v prvem krogu ali pričakujete drugi krog? Na koga pa vi stavite? Stavim na sebe. Zelo enostavno. Zaradi tega, ker sem šla v ta predvolilni boj kot Irena. Tista Irena, ki reče besedo z vsakmu občanu v Mežici, meni je vseeno, a je to on izobražen, a ima dividende v tabo, a ima dobi 3 milijone, 4 milijone, 5 milijonov, jaz ne dobim nič. Jaz pozdravim trgovke, jaz sem šla vprašati, kako so preživeli čas korone, se mi zahvalila. Tudi delavcem na pošti. Jaz ne hočem. Želela bi, da rečejo, Irena, mogoče boš pa ti tista oseba, ki nas bo pripeljala naprej v prihodnost s podporo teh dveh akterjev. Če postanete županja oziroma župan, kakšna bo Mežica čez 4 leta? 30 sekund, gospod Hercog. Ja, jaz vidim Mežico razvito, tako nek turistično, da bomo tudi govorili o novih stanovanjih, kjer se bomo pač občani dobro počutili, da bojo res videli, da tudi občinska uprava je dostopna, ker se neko kot servis, vemo, da pač problem imamo z Mentek, če imamo kakve papirje v rihta, da to tudi dejansko, ko po drugih občinah pride, še to takoj fertik. Res neko svežino, tudi sam kraj, ko bo stopil, rečemo, urejenost kraja, tudi mogoče kakva rožica, ker pa tek se nek Mežica sama po sebi že lepa, rad imam svoj kraj in res si želim, da bi pač Mežica šla naprej. Gospod Maze? Tukaj se bom navezal na Franjota, predvsem je treba to izboljšati turizem in prepoznavnost Mežice v Sloveniji, ker zdaj mislim, da temu ni tako. Treba je rešiti stanovanjsko problematiko za mlade družine, treba je urediti zdravstvo in storiti nekaj za starejše občane, tako da se uredi stanovanjska skupnost oziroma dom za ostarele, za starejše občane. Gospa Pirtovšek Mazej? Ko bo naslednjih 4 leta, ko bomo zaključevali ta mandat, želim, da ima, zdaj se ponavljamo, Mežica 2 družinska zdravnika, da imamo oskrbo starejših občanov organizirano preko dostave kvalitetne biohrane, na katero jaz tudi doma zelo veliko stavim, da imajo starejši varstvo, da lahko preživijo tam en dan. To se loči od medgeneracijskega centra. Dobro, še 5 sekund. Ja, kaj še naj povem? Dobro, to je to. Da se bomo radi imeli, ne? Tako, in gospod Krebel še? Jaz bom tudi nadaljeval. Jaz pa vidim Mežico prijaznih in zadovoljnih ljudi vseh generacij. Torej, vi veste, da občina smo ljudje, brez neke povezave, sodelovanja, nič ne gre in že zdaj vabim kot župan, da vsi štirje, ki smo danes tu, torej vsi trije ostali, a ne stopimo skupaj in naredimo nekaj boljše za boljši jutri Mežice. Hvala. In še sklepne besede vašim volivcem, gospod Maze. Za boljšo Mežico me 20. novembra podprite pod številko 4. Gospod Krebel? Ja, torej, jaz sem pod številko 2 in že naprej se vam zahvaljujem za zaupanje in obljubim, da bom to zaupanje tudi znal upravičiti. Gospod Hercog? Jaz bom kar rekel, cajt je za novo Mežico, boljšo Mežico. Najdete me pod številko 3. In še gospa Pirtovšek Mazej?
Jaz bi pa tako rekla, dragi moji občani Mežice in občanke, pridite na predvolilni pasulj, na katerega vas vljudno vabim, pozabimo medstrankarske razprtije, pridite stari, mladi, veliki, majhni, vseh vas bom vesela. Potem se pa odločite v miru, koga izmed nas boste izbrali. Za sebe lahko rečem, sem poštena, odkrita, komunikativna in za vas sem tu. Dobro, vsem gostom se najprej lepo zahvaljujem. Hvala lepa. Hvala. Bo letošnja udeležba na lokalnih volitvah v Mežici rekordna? In še, ali bo šla Mežica v drugi krog? Ali bodo že kar v nedeljo 20. novembra dobili novega župana ali novo županjo? Ali pa bo svoj 5. mandat nastopil dosedanji župan? Odločitev je vaša. Spoštovane Mežičanke in Mežičani, upam, da smo vam v današnjem soočenju nekoliko olajšali vašo odločitev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za vašo pozornost. Soočenje kandidatke in kandidatov občine Mežica sem pripravila in vodila Katja Gole. Lokalne volitve 2022.